Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi čestital organizatorjem. Udeležba je res izjemna. Hvala za povabilo, da sem lahko del tega tedenskega dogodka. Organizatorji so mi podali za izziv eno vsebino novih neopioidnih analgetikov, ki delujejo na določene receptorje v možganih, ki veliko obetajo v prihodnosti, in to raziskavo vam bom tudi danes predstavil. Začel bi mogoče samo z enim uvodom, da si malo prikažemo, kaj dejansko je bolečina. Bolečina je čustveno doživetje. To pomeni, da jo težko ali pa zelo težko izmerimo, gre namreč za subjektivno percepcijo in seveda tudi odločitev klinika, ki predpisuje zdravila, mora biti prilagojena bolniku oziroma njegovi čutni izkušnji. Sedaj imamo trenutno registriranih kar nekaj zdravil, ki delujejo na področju zdravljenja bolečine, in to niso samo analgetiki, kar bi najprej pomislili. Spravi, analgetiki so seveda klasične učinkovine, s katerimi znižujemo občutljivost za bolečinske držljaje. Uporabljamo pa tudi učinkovine iz drugih skupin, recimo antidepresivi in antiepileptiki so pri določenih tipih bolečin bolj učinkoviti kot recimo opioidni analgetiki. Prav tako pri določenih bolečinah, kjer imamo vnetno komponento, lahko z glukokortikosteroidi dosežemo odlične odzive, ali pa seveda tudi lokalni anestetiki, ne nazadnje pri manjših lokalnih kirurških posegih so seveda zdravilo izbora. Ko govorimo o zdravilih, ki delujejo analgetično, se moramo zavedati, da imamo številne potencialne tarče, kajti pot od bolečinskega držljaja do interpretacije tega v možganih je dolga, zato so seveda v prihodnosti možna še številna nova zdravila in ne samo ta, ki jih zaenkrat uporabljamo, se pa že v tej trenutnem znanju pojavljajo ti alfa-2 agonisti, o katerih bom danes govoril. Izpostavil bi, kako se klinik odloča, katero zdravilo uporabi in zakaj je prišlo do tako imenovane opioidne krize, ki terja nov razvoj zdravil. Pri šibki bolečini velikokrat nimamo težav, gre za neopioidne analgetike, prav tako pri hudi do zelo hudi bolečini so seveda zdravilo izbora opioidi. Najbolj se razlikujejo terapevtske smernice pri zmerni bolečini. V nekaterih državah prevladujejo neopioidni analgetiki, v nekaterih državah pa se že za zmerno bolečino, ker seveda pač tudi subjektivna interpretacija, odločajo že za šibke opioide, ki lahko seveda kasneje pripeljejo do vseh neželenih učinkov, predvsem pa do pojava odvisnosti. Kako delujejo opioidi kot nekako prototipna molekula za zdravljenje bolečine? Poleg analgetičnega učinka imajo tudi evforično delovanje, kar je seveda tudi glavni motiv, da se kasneje zlorabljajo. Imajo pa številne resne neželene učinke, ki lahko privedejo tudi do smrtnih izidov, kot je depresija, dihanje, zmanjšanje refleksa kašlja in predvsem tudi odvisnost, ne samo psihološka, tudi fizična odvisnost. Preden bom nadaljeval, moramo seveda še enkrat poudariti, da opioidi so zelo učinkovita zdravila, nekakor ni namen, da bi govorili, da je ta terapevtska skupina neprimerna, zdravijo zelo učinkovito akutno in kronično hudo bolečino. Seveda je potrebno zdravljenje te bolečine nadzorovati in za vsakega bolnika posamezno upoštevati razmerje med koristnostjo in tveganjem. Je pa dejstvo, da v nekaterih državah v zadnjih 10 letih zelo velik razpon te tako imenovane zlorabe opioidov, kateregakoli tipa, vidite, tukaj imamo smrtnosti zaradi opioidov, potem zaradi sinteznih opioidov, in ta smrtnost je v 10 letih eksponentno porasla. Tudi v času covidne krize, ta statistika tukaj ni prikazana, je ta krivulja še višje. 2/3 smrti zaradi zlorab drog gre na račun opioidov. Tukaj moramo seveda takoj povedati, da Slovenija ni tista država, ki bi bila vključena v to epidemijo, predvsem Združene države Amerike so tiste, ki so najbolj kritične. Slovenija, tako kot večina evropskih držav, ima zelo malo relativno malo primerov smrti zaradi zlorabe opioidov, ampak seveda to se lahko tudi čez noč spremeni, zato je pomembno vztrajati pri smernicah, ki jih imamo v Sloveniji, to je racionalna uporaba opioidov.
Tudi v Ameriki so z razglasitvijo opioidne krize opazili v zadnjih letih upad predpisovanja opioidov na recepte, kljub temu pa seveda število smrti še vedno narašča. Če nekako povzamem te opioide kot prototipne molekule, delimo jih lahko na tiste opioide, ki se zlorabljajo, na tiste opioide, ki jih uporabljamo za zdravljenje bolezni, na opioide, ki jih uporabljamo kot nove raziskovalne snovi, predvsem pa tukaj so fentanil in njegovi analogi, ki so v zadnjih 5 letih v eksponentnem porastu. Najnovejši analogi fentanila imajo 1000-kratno potentost morfija, tako da si malo predstavljate, za kako močne protibolečinske učinkovine tukaj gre. Torej, cilj je, da bi poiskali mogoče nove neopioidne analgetike, ki bi bili primerljivi opioidom, vendar ne bi imeli tistih neželenih učinkov, predvsem pa, da ne bi povzročali tolerance ali odvisnosti. Kot sem že na začetku omenil, se nam na tej bolečinski poti ponujajo številne potencialne terapevtske tarče, ki se jih tako v akademskih krogih kot tudi farmacevtska industrija raziskuje. Se pravi, številne izmed teh tarč, večina jih je nekako na tej monoaminski hipotezi, že imajo neke prototipne molekule. Danes se bomo seveda osredotočili, tako kot sem že na začetku omenil, na alfa-2 receptorje, ki so izraženi tako v možganih kot tudi v hrbtenjači. Osnovna raziskava izhaja iz tega članka, ki je bil lansko leto objavljen v reviji Science. Gre za izjemno delo, samo supplementary material kot priloga temu članku so skoraj 300 strani, tako da dobite občutek, koliko eksperimentov, koliko učinkovin je bilo testiranih, zato da so te rezultate predstavili. V začetku se bomo osredotočili na računalniško virtualno rešetanje, kako so z virtualnim prostorom prišli na idejo za učinkovine, potem so te učinkovine sintetizirali, jih funkcionalno testirali najprej na nivoju samega receptorja, potem so ponovno najboljše tarče optimizirali in potem funkcionalno testirali ne samo na nivoju receptorja, ampak dejansko ubrizgali te učinkovine v poskusne živali in izmerili njihovo protibolečinsko delovanje. Če si pogledamo, kaj trenutno vemo o agonistih, ki delujejo na alfa-2A receptorje, v kliniki se uporabljata trenutno 2 učinkovini, klonidin in dexmetomidin. Klonidin predvsem za zniževanje krvnega tlaka, ima alfa-2 selektivnost predvsem nižjo kot dexmetomidin. Dexmetomidin pa je učinkovina, ki jo uporabljajo predvsem anesteziologi kot premedikacijo pred kirurškimi posegi, seveda zaradi tega, ker odlično deluje protibolečinsko in hkrati tudi povzroča sedacijo. Ideja v tej raziskavi je bila, ali lahko naredimo analoge dexmetomidina, ki bi imeli ohranjeno analgetično delovanje, ne bi pa bilo izraženo sedativno delovanje. In da bi izboljšali farmakokinetične lastnosti, se pravi, da bi zdravilo lahko namesto intravenske aplikacije tudi dali v obliki tablet, se pravi peroralno. Kako delujejo alfa-2 receptorji? Samo en tak kratek farmakološki pregled mehanizma delovanja. Alfa-2 receptorji so ključne molekule, ki delujejo po negativni povratni zanki, se pravi, ko se noradrenalin veže na alfa-2 receptor, zavira nadaljnje sproščanje noradrenalina. Alfa-2 receptor je izražen v možganih, prav tako je izražen na srcu, na žilah in številnih drugih organih. To je seveda pomembno kasneje, ko bomo razmišljali o neželenih učinkih, kajti če je receptor nekje na organu, se lahko veže tudi tam in ne samo v možganih, kjer bi si želeli. Zelo na kratko, kako deluje recimo dexmetomidin kot prototipna molekula, obvezavi na alfa-2 receptor, aktivira kalijeve kanalčke, kalijevi ioni gredo iz celice navzven, povzročijo hiperpolarizacijo. Ta hiperpolarizacija prepreči aktivacijo napetostno odvisnih kalcijevih kanalčkov in ker ni tega signala, se noradrenalin ne sprosti. Prav tako je ta hiperpolarizacija pomembna tudi za sproščanje drugih živčnih prenašalcev, tudi tistih, ki delujejo protibolečinsko. Če nekako povzamemo, je sedativni efekt deluje v locus ceruleus, v tistem predelu možganov, ki je nekako glavni center za sproščanje noradrenalina.
Torej, tukaj bi si seveda želeli pri novih analogih, da ne bi deloval, želimo pa ohraniti to delovanje v substanci gelatinozi, tukaj v dorzalnem delu hrbtenjače, kajti tukaj se zgodi ob alfa-2 aktivaciji zmanjšano sproščanje teh nociceptivnih živčnih prenašalcev, ključna sta predvsem glutamat in snov P. Hkrati pa že vemo, to samo tako prikazujem, da lahko seveda alfa-2 agonist deluje tudi na druge organske sisteme. Kajti, ko mi damo neko novo učinkovino v telo, je seveda iluzorno pričakovati, da bo šlo samo v možgane, ostale organske sisteme pa se ne bo dotaknilo, recimo zavira motilnost črevesja, kar lahko recimo potencialno vodi v zaprtje, delno lahko vpliva na dihalno funkcijo in na določene endokrine odgovore. V prvi fazi so raziskovalci virtualno rešetali ta alfa-2 adrenergični receptor in sicer so uporabili skupino 301 milijon nekih molekul, ki še nikoli niso bile sintetizirane, ki imajo zgolj nek virtualni prostor. Te molekule se potem z molekularnim sidranjem in z računalniško tehnologijo vstavili v receptor in pogledali, kateri ligandi se najbolje prilegajo temu prostoru. In uporabili so en filter in sicer zahtevali so, da bi te nove učinkovine bile kemijsko drugačne od te prototipne molekule dexmetomidina. Kajti to je edini način, da bomo mogoče ohranili analgetično delovanje brez tistega sedativnega, ki si ga ne želimo. Izbrali so 48 ligandov, ki so jih sintetizirali. Od teh 48 novih snovi, ki do sedaj še niso obstojile, jih je 30 imelo vezavo kot agonisti na alfa-2 adrenergični receptor s to konstanto inhibicije od nanomolarnega do mikromolarnega področja. Niže kot je ta vrednost, močnejša je vezava na sam receptor. Potem so pogledali različne funkcionalne študije, jih primerjali glede na prototipno molekulo in noradrenalin, bolj levo, kot je molekula v nižjem koncentracijskem območju, kot je močneje deluje. Se pravi, ta efekt si pri učinkovinah teh novih, ki jih sintetiziramo, želimo ohraniti. Uporabili so pa tudi beta-arestinsko signalno pot. Ta signalna pot se aktivira takrat, ko se receptor skrije v notranjost celice. Povedano preprosto, če je ta signalna pot aktivna, se bo receptor skrival in bomo rabili vedno večje odmerke za aktivacijo. Če ta pot ni aktivna, kot v primeru teh novih učinkovin ni bila, pomeni, da se izognemo pojavu tolerance. To pomeni, da ne bo potrebno, tako kot recimo pri opioidih, vedno večjih in večjih odmerkov za dosego enakega učinka. Torej, izmed teh 30 ligandov so izbrali tiste, ki so imeli najboljše delovanje. Prav tako so uporabili 320 različnih receptorjev in so izbrali tiste, ki se veže na najmanj receptorjev. Na ta način so že večino neželenih učinkov eliminirali, kajti teh off-target vezav bo relativno malo. V nadaljevanju so, tako kot temu pravijo farmacevtski kemiki, razvili nov farmakoforni model. To pomeni, kako lahko iz strukture molekule sklepaš, ali bo delovala na ta receptor. In ta nov farmakoforni model je drugačen od te prototipne molekule. Predvsem se razlikuje po tem, da nima imidazolnega obroča. Potem so pa to učinkovino še nadalje optimizirali. Tukaj je šlo predvsem za dodajanje novih molekul in prišli so do še dveh bolj potentnih učinkovin z EC50 v zelo nizkem nanomolarnem območju. Torej, šlo je za močnejše agoniste. Ponovno so te učinkovine testirali, ohranili so to aktivnost, ki jo želimo preko tega G-proteina in zelo nizko beta-arestinsko pot, kar pomeni, da se toleranca pri teh zdravilih ne bo dogodila. Prav tako so potrdili, da je bilo virtualno sidranje teh molekul enako tudi kasneje, ko so z elektronsko mikroskopijo te molekule dejansko položili v receptorska mesta in sta se strukturi prilegali. V nadaljevanju pa je seveda bilo pomembno dejansko ugotoviti, ali bodo živali imele protibolečinsko delovanje. Subkutano so inicirali v 8 do 10 tednov stare miši, tukaj imate ta sev miši C56BL tudi na fotografiji.
30 minut kasneje so jih izpostavili bolečinskim dražljajem in preverili njihovo učinkovitost. Prav tako so testirali farmakokinetične lastnosti. Bom začel z slednjimi in sicer ugotovili so, da vse te učinkovine prehajajo v možgane in da tudi po peroralni aplikaciji preidejo v telo, kar dexmetomidin ni omogočal. Potem pa so se začeli številni protibolečinski testi. Prvi izmed testov, ki so ga uporabili, je tukaj na fotografiji. Gre za en filament, ki z neko silo se dotika tačke miši in ko miš umakne tačko, se ta čas oziroma ta sila tudi izmeri. Ugotovili so, da se pri teh novih učinkovinah, za razliko od kontrole, ta čas signifikantno izboljša. Ta model je seveda bil model nevropatske bolečine, kjer je bilo potrebno predhodno še kirurško poškodovati ishiadični živec, zato da so simulirali lahko nevropatsko bolečino, kajti pri kontrolni živali ni bilo izboljšanega delovanja. Torej, če ni poškodbe, tukaj ta učinkovina ni delovala. So pa potem na istem modelu 15 minut pred aplikacijo dodali še atipamezol, to je pa antagonist tega receptorja, o katerem govorimo. In to je dejansko potrdilo, da je protibolečinsko delovanje v primeru antagonista, to je ta desni grafikon, v vseh teh novih učinkovinah izzvenelo. Torej, mehanistično so potrdili, da je protibolečinsko delovanje povezano z alfa-2 receptorjem. Potem so naredili še test akutne termalne bolečine, tako imenovani tail flick test, kjer položimo od živali rep na grelno ploščo. Grelna plošča je segreta na 50 stopinj oziroma pač kolikor se nastavi in se meri čas umika repa. Tudi v tem primeru se je ta čas v primeru uporabe teh novih analgetikov podaljšal, kar pomeni, da je bilo protibolečinsko delovanje prisotno. Ta test so potem še nadalje razširili z uporabo genetsko spremenjenih miši, ki niso imele tega receptorja. In tukaj so ugotovili, da je protibolečinsko delovanje v primeru te mutacije izzvenelo. Torej, učinkovine niso imele protibolečinskega delovanja, medtem ko morfi, ki deluje preko opioidnih receptorjev, pa je pri tem tipu živali to ohranil. Naslednji test, ki ga zelo pogosto tudi uporabljamo, test vroče plošče. Ta plošča se segreje na določeno temperaturo in ko začne miš umikati tačke oziroma včasih celo skoči iz te posode, tisti čas se izmeri kot bolečinski dražljaj. Tukaj pri učinkovini 9087, tej testni molekuli, je bil ta čas približno 2-krat daljši. Recimo za primerjavo pri morfiju je to nekje 4 do 5 krat, tako da imamo malo občutka, kako močna je ta nova učinkovina. Prav tako so bile te učinkovine učinkovite tudi pri tipu bolečine, ki izhaja iz vnetne bolečine. To so naredili tako, da so inducirali vnetje v tački miši in aplicirali te nove sintetizirane učinkovine in tudi tukaj se je ta čas oziroma sila dražljaja povečala, kar ponovno kaže na protibolečinsko delovanje. In ključno je bilo potem seveda še preveriti, ali je sedativno delovanje prisotno ali ne. Pri novih zdravilih, ki jih razvijamo, velikokrat uporabljamo tako imenovane rota-rot teste oziroma teste vrteče se palice. Tukaj se testira, ali učinkovina deluje na sposobnost ohranjanja ravnotežja. In kaj so ugotovili, recimo, če gremo najprej na prototipno molekulo, v koncentracijah, ki povzročajo protibolečinsko delovanje, je bil čas, po katerem je miška bila sposobna hoditi po tej cevi, izrazito znižan, kar kaže na sedativno delovanje. Samo pri 2 novih molekulah je bil ta test slabši, medtem ko za večino novih teh molekul pa ni bilo signifikance glede na kontrolo. Na ta način so v teh nekliničnih raziskavah potrdili, da te učinkovine ne delujejo sedativno. Delno so se v raziskavi opredelili tudi glede neželenih učinkov in sicer so merili zaprtje v času 6 ur po aplikaciji. To je bilo, tako kot smo pričakovali, prisotno, se pravi podobno kot pri morfiju. Morfij je za zeleno. Torej tega neželenega učinka nove učinkovine niso izločile. Prav tako so testirali najbolj pogost neželen učinek pri novih zdravilih, ki prihajajo, to so razne srčne aritmije, ki delujejo na ta Herc-Kalijev kanalček. Tukaj učinkovina v območju, kjer deluje protibolečinsko,
ni zavirala aktivnosti tega kalijevega kanalčka, kar nakazuje na to, da verjetno ne bo vpliva na srčni ritem. Da na kratko povzamem, kaj so ugotovili. Gre za nekako vodilno raziskavo na področju iskanja novih spojin vodnic za neopioidne učinkovine, ki delujejo preko alfa-2A mehanizma. Dokazali so močno protibolečinsko delovanje, dokazali so, da ni sedativnega učinka, dokazali so s farmakokinetičnimi raziskavami, da so primerni za peroralno aplikacijo in tudi, da ne bo prihajalo do tolerance. Manjka pa še na tej poti veliko, in sicer vsaj z vidika varnosti. Ni bilo še opravljenih nobenih toksikoloških raziskav, torej ne subakutne, subkronične, kronične, prav tako raziskave genotoksičnosti in mutagenosti. Je pa to definitivno en velik korak naprej, torej nov farmakofor se pojavil, nova družina zdravil, ki bodo po moji oceni predvsem primerne za tiste bolnike z zmerno bolečino, ne za hudo, tam, kjer so kliniki velikokrat v dilemi, ali izbrati šibek opioid in s tem tvegati neželene učinke oziroma potencialni razvoj odvisnosti, ali pa izbrati nek neopioidni analgetik, pri katerem mogoče bolečina še vedno vztraja pri bolniku. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Kaj pomeni, da imajo nekateri analogi fentanila tisočkratno potentnost morfija in kako to izmerimo? To se izmeri z odmerkom, se pravi, če se prej spomnite tiste EC50 krivulje, ki sem jih kazal, se pravi, če je potentnost 1000-krat večja, pomeni, da je enak učinek dosežen pri 1000-krat nižjem odmerku. Recimo zato lahko že pri fentanilu že nekaj, bom rekel, zrn te snovi je smrtne, letalna doza. Zato je fentanil in še posebej ti bolj potentni analogi so zelo nevarni, tudi kot kontaminanti pri kakšnih psihoaktivnih snoveh. Torej, dejansko 1000-kratni odmerek, 1000-krat nižji odmerek povzroči enak učinek kot recimo morfin. Ali orodja, kot je na primer AlphaFold, ki omogočajo računalniško simulacijo oblike proteinov, pomagajo pri razvoju protibolečinskih učinkovin? Tega orodja ne poznam, tako da verjetno je tukaj nekdo, ki se ukvarja z molekularnim modeliranjem, ne bi znal odgovoriti na to vprašanje, ampak definitivno gre pri tem iskanju novih molekul za številne računalniške pristope. Moderni so tudi tisti, ki nekako proteinske molekule tudi dinamično ponazarjajo, ne samo statično, kot je bilo v tej raziskavi. Se pravi, da gre dejansko tudi za tisto nihanje molekul. Verjetno je to orodje mišljeno v tem smislu. Nekatere ustanove uporabljajo ta molekularno dinamična orodja, to pomeni, da imajo okoli 2000 jeder računalnika, da lahko molekularno modelirajo nekaj nanosekund obnašanja tega proteina. Tega v tej raziskavi niso uporabili. Tukaj je šlo za klasično molekularno sidranje z statično strukturo. Na srečo so ti alfa-2 ali pa adrenergični receptorji takšni, da ni bilo potrebno te dinamike upoštevati. Ne poznam pa tega orodja, tako da, ker se sam s tem sicer raziskovalno ne ukvarjam. Ali zaenkrat še ni drugih načinov, na katere bi lahko podobne eksperimente izvajali pri ljudeh, da bi omejili etično sporno testiranje na živalih? Ja, to je vprašanje za moč koga drugega. Definitivno vsi testiranja protibolečinskih učinkovin so v skladu z nekim soglasjem bioetične komisije, kjer je tudi tisti raziskovalec, ki vlaga to, ocenil, kolikšno je tisto minimalno število živali, ki jih potrebuje za to, da lahko nek efekt dokaže. Tukaj je bilo minimalno število živali vključenih, manj kot 20, tako da tukaj, seveda, to je zdaj mogoče vprašanje za koga drugega, ampak definitivno je prvi korak živalski model, šele potem lahko razmišljamo o tem, da bi neko učinkovino dali v človeško telo. Najlepša hvala še enkrat. Hvala.